sama tati tukaj je računi da ljudi bebe je sad takrat da tada asbai jadrali si doma si jadrali tukaj ti bakar veš dan plastik jadrali katerimi radio tako babadi da padiati jadrali ta tudi ragadiran ba jadralia ada priberda da druge pa da to zabadi jadrada da satika tudi sama pam jadrada Jadramo vse leto, ob vseh letnih časih, samo da je veter. Lahko spustiš. No. Na tej jadrnici je krmilo na pedale. Ja. Dobro. No in zdaj na sprednji del jadrnice pride sprednje jadro. Jaz sem sprostil tole vrv. Ta vozel je tak zaradi tega vozel, ali jo pa imaš v roki. Potem pride pa tale, pa tako držiš. Ko tega potegneš, vedno rata tak. Ta jadrnica se imenuje Mini 12, je 12 čevljev dolga in je bila narejena po vzoru enih, ki so imele neko pravilo, ki se mu je reklo pravilo 12 metrov. Zato se ji tudi reče Mini 12. Že prve od teh jadrnic so bile namenjene za to, da lahko z njimi jadrajo tudi invalidi, ki imajo gibalne težave. Jadrne dviga. No, tej stvari se pravi bum. Takrat, ko veter vleče po vrvico, je tako, kot da bi dala v avto plin ali pa močno poganja. Jaz bom pokazal desno in to je desna noga in barka gre v desno. 12 čevljev je malo manj kot 4 metre. Teža je sama lupina in jambor in jadra je okrog 70 kg, ampak zraven je še 100 kg balasta, svinec in tako je stvar skoraj 200 kg težka skupaj. Oblačila so taka, da ti je v njih ugodno. Če je veter tak, da prši, ali pa recimo, da dežuje, je bodisi potrebna taka obleka, ki se zelo hitro suši, ali pa je nepremočljiva. Ni pa pri teh jadrnicah treba imeti oblačil, v katerih bi se lahko prevračal. Se pravi, ni treba imeti suhe obleke ali pa ni treba imeti neoprenske obleke, kot jo imajo surferji ali potapljači.
Pripravljanje jadrnice je najprej, da se jo pripelje od tam, pri nas je bila na boji, potem se preskusi, če je vse na njej prav, potem se na njo namesti jadra, tam je bila to smo posneli tudi, potem krmila se naravna tako, da je približno naravnost, glede na pedale, da je približno prav glede na dolžino nog. No in potem je jadrnica pripravljena za plovbo. Če je veter močan, se glavno jadro lahko skrajša. Namreč dvakrat hitrejši veter da 4-krat večji potisk, 10-krat hitrejši veter 100-krat večji potisk. In zato je treba zmanjšati površino jader, če bi bil veter 10-krat hitrejši, bi rabili samo 100-tinko površine jadra. Toliko nimamo, ampak lahko se pa, jaz sem s tako jadrnico in z jadri, ki jih je bilo mogoče skrajšati tako kot te, jadro pri 70 km/h, popolnoma obvladano in lepo. Kar zadeva valove, so valovi lahko visoki in če so kratki, imamo težave. Če so pa dolgi, se pa jadrnica lepo zagunca čez valove. Pravila vožnje so, in sicer kdo se je dolžan izogibati in kdo ima pravico poti. Ta jadrnica se ne more prevrniti. Lahko jo zalije, vendar se ne more prevrniti. V njej so tudi plovna sredstva, dve vreči, katerih nosilnost bi morala biti vsakih okrog 200 kg, se pravi 400 kg, to je dvojna nosilnost jadrnice in še za nekaj čez 100 litrov zraka v zaprtih plastenkah, tako da je to skupaj pol tone nosilnosti za jadrnico, ki ima 200 kg. Torej, tudi če bi jadrnico do vrha zalilo, ostane na vrhu, celo voda teče skozi eno luknjo od zadaj. Klicanje na pomoč. Za tukaj na jezeru tega problema ni, tudi zaradi tega, ker vedno jadramo v skupini, zlasti z novimi. Če bi na odprtem morju, nas s to jadrnico ne pustijo, zaradi tega, ker praviloma nima opreme za klicanje na pomoč. Zato je omejena razdalja, koliko od obale se sme pluti. Za to jadrnico ni potreben izpit, ta jadrnica velja za šport in podobne jadrnice veljajo za športno opremo in zanjo ni potreben izpit. Učite se enako hitro, problem je samo v tem, kako vam kakšno stvar povedati na vodi, če nimam tolmača, zaradi tega, ker jaz pač še ne znam vašega jezika. Je pa sreča v tem, da so glavni in edini trije nezmotljivi učitelji jadranja veter, voda in barka in ti ne govorijo z govorečimi besedami,
ampak besedami, ki se jih sliši, ampak drugače. In v bistvu se samo naučite še enega jezika, ki ga govorijo veter, voda in barka. Da se ti